V zgodovino slovenskega gospodarstva in nazid slavnih v gospodarski zbornici se je med nagrajenci, med 3 velikimi, 2 srednjima in 4 malimi družbami, ki so navkljub slabšim pogojem na trgu rasla, se razvijala in zaposlovala, vpisalo tudi še trupertsko podjetje Plasta, edino iz jugovzhodne regije. Sem ponosen in vesel. Priznanje seveda ne pripada samo meni, ampak vsem mojim sodelavcem. To je glih tako, kot pri nogometu. Če dobijo pokal, ga sprejme en igralec, pripada pa vsem igralcem, vsem, ki so odzadaj. Kljub kriznim razmeram in recesiji imamo v Sloveniji še vedno številna gospodarsko uspešna in na globalnem trgu konkurenčna podjetja. Da bi rast in dobre poslovne rezultate omogočili najširšemu krogu podjetij, potrebujemo hitre in odločne spremembe poslovnega okolja, poudarja predsednik Gospodarske zbornice. En del gospodarstva je v odlični kondiciji. Tisto, kar moti in na kar opozarjamo tudi danes, ko podeljujemo nagrade Gospodarske zbornice, da so splošni pogoji poslovanja takšni, da mnoga podjetja pa ne morejo nad vodo in tem nimamo niti s čim pomagati. Nimamo ne ekonomske politike, ne nekih konkretnih ukrepov, s katerimi bi jim pomagali, da lahko konkurenčno poslujejo in tudi zaposlujejo. Za obstanek in razvoj so danes potrebne večje družbene spremembe, kot bi bile v preteklosti, če ne bi zavrnili nekaterih nujnih rešitev, kakršna je bila pokojninska reforma, je na slovesnosti ob podelitvi nagrad v Cankarjevem domu poudaril predsednik republike. Potrebujemo marsikatero spremembo. Potrebujemo spremembo sistema delovnih razmerij in večjo raznovrstnost zaposlitvenih možnosti. Razumemo, da so take spremembe združene s tveganjem. Razumljivo je tudi, da potrebujemo spremembe v mehanizmih delovanja socialne države, ki morajo biti prilagojeni zmožnostim in posebnostim družbe starajočega se prebivalstva. Nagrado Gospodarske zbornice Slovenije, vključno z letošnjimi nagrajenci, je sicer prejelo že 296 gospodarstvenikov in 19 gospodarstvenic.